Spoštovani gospe in gospodje, kolegice in kolegi, dragi prijatelji, najlepša hvala za to prisrčno dobrodošlico. Hvala, da ste prišli danes sem v tako lepih barvah, vidim rumeno, modro. Zunaj strm megla, ampak nad tem je modro nebo in tudi sonce sije. Tudi v Ljubljani bo, tudi z vašo pomočjo zborujemo v pomembnem času. Nekaj tednov nazaj je ena od obstoječih parlamentarnih strank predlagala, da bi moral predsednik države v tem času ustanoviti neko skupino za razmislek. Zanimiva ideja sicer, ampak tista skupina, ki v tem trenutku razmišlja in mora razmišljati, ni majhna skupina, to je 2 milijona ljudi oziroma 1.700.000 volivcev. To je največja, najbolj kompetentna, najbolj poklicana skupina za razmislek o slovenski prihodnosti. In od tega razmisleka vseh volivk in volivcev, tistih, ki bomo šli na volišča, pa tudi tistih, ki ne bodo šli na volišča, bo odvisno, kako bomo živeli v prihodnjih letih. Lahko celo rečemo, da bo od tega razmisleka odvisno tudi, kako bodo živele prihodne generacije, tisti, ki na teh volitvah sploh še ne bodo volili. Kajti to, kar se dogaja danes in to, kar se bo dogajalo v naslednjih letih, bo zadevalo tudi njih, tudi naslednje generacije. Te volitve, ki so pred nami, bodo najpomembnejše volitve po tistem pomladnem dnevu aprila leta 1990, ko je Slovenija izglasovala parlamentarno demokracijo in s tem omogočila tudi nastanek pogojev za osamosvojitev. Od takrat naprej pa vse do sedaj, do teh predčasnih volitev, ki bodo prve predčasne volitve v naši zgodovini, ni bilo pomembnejšega odločanja. Ni bilo glasu na nobenih teh volitvah doslej od leta 1990, ki bi imel večjo težo, kot je bo imel glas vsakega posameznika 4. decembra. Od tega, kar se dogaja danes, od tega, kar se bo dogajalo naslednje leto, bo v veliki meri odvisno ne samo to, kakšne položnice, kakšne bodo številke na položnicah, ki bomo mi plačevali, v veliki meri bo od te odločitve odvisno tudi, kakšne bodo številke na položnicah, ki jih bodo plačevali vaši otroci in vnuki. Slovenija danes plačuje dolgove, ki jih je najela še kraljevina Srbija. Ker smo, marsikaj gre v zgodovini v prazno, marsikaj se pozabi, dolgovi nikoli. Od kraljevine Srbije jih je prevzela SHS, od SHS-a jih je prevzela kraljevina Jugoslavija, od kraljevine Jugoslavije povojna, socialistična, federativna, oziroma da ne naštevam vseh kratic, in od tiste Jugoslavije tudi samostojna Slovenija. Pravzaprav je Slovenija edina država, ki je nastala na ozemlju bivše Jugoslavije, ki plačuje vse dolgove za tisti čas. Večina drugih naslednic je šla bolje skozi ta pogajanja. Slovenija je tam leta 1994, takrat, ko so ravno nas naganjali iz vlade, prevzela vse tiste dolgove, ki so tisto zadolžitev, ki je bil denar uporabljen pri nas, in še več kot 50% vsega tistega, kar se ni dalo blokirati po posamičnih delih bivše Jugoslavije. Kar Slovenija v tem trenutku plačuje več kot 50% tega, kar so porabili ali pa smo porabili v obliki takratnih federalnih sredstev, ki pa se v glavnem seveda niso potrošili v Sloveniji, ampak povsod. Tega ne razlagam zato, da bi vas spominjal na zgodovino in tako naprej, ampak zaradi tega, da vam ilustriram, kako pomembno je,
da ravnamo odgovorno ne samo do sedanjosti in preteklosti, ampak predvsem do prihodnosti. Kljub vsemu temu, kar se je nabralo v naši založitveni bilanci po osamosvojitvi, je treba reči, da so dolgovi, kot jih ima Slovenija danes, da je državni dolg, kot ga ima Slovenija danes, še enkrat večji, več kot še enkrat večji, kot je bil leta 2008, in da vse vlade do leta 2008, vključno z Kraljevino Srbijo, Slovenije niso toliko zadolžile, kot pa zadnja 3 leta Pahorjeve vlade. Vsako leto smo porabili 20% več proračuna, kot smo ga pa ustvarili. In v 3 letih se je tega nabralo veliko. In drugo leto ne bo šlo več tako naprej. Zato Slovenska demokratska stranka ne obljublja hitrega preloma tega, da se bo cedila med in reko čez noč, da bo standard rasel in tako naprej. Vemo, kje smo, zdi se nam neodgovorno govoriti o tem, kako bo pa po volitvah vse drugače. Ne bo vse drugače. Ne bo vse drugače, če bomo dobili možnost in bo Slovenija lahko oblikovala trdno vlado, potem je možno naslednje leto zaustaviti to padanje in Slovenijo počasi ponovno postavljati na noge. In je možno do konca naslednjega mandata ponovno ujeti razvojni zagon, kot smo ga imeli pred 3 leti. Veliko je odvisno tudi od zunanjega okolja. Zunanje okolje v zadnjih 3 letih je bilo bistveno bolj prijazno od tega, kar smo mi sami dosegli. Leta 2008 je Slovenija dosegla 91% evropskega povprečja po kupni moči na prebivalca, se pravi po realnem standardu. Danes smo verjetno tam nekje na 85%. Pa vlada govori, da je to zaradi evropske krize. Čeprav zaradi evropske krize bi še vedno tam, kjer smo pač bili. Sami smo delali napake in tega se enostavno ne moremo več privoščiti. Torej, naslednje leto bo leto sanacije in če bomo vsi strnili vrste, če bomo vsi pripravljeni nekaj stvoriti za to, da obrnemo ta trend razvoja ponovno v pozitivno smer, potem se bo tudi dejansko začelo obračati. Ne bo pa do tega prišlo samo od sebe in ne bo do tega prišlo s tem, da smo pogovarjali o tem, kdo ima večje pravice. Vse naše pravice bodo naslednje leto verjetno manjše, ker enostavno ne bo denarja. Je pa potrebno poskrbeti in zato smo mi zapisali naš program na prvo mesto besedo pravičnost, da bodo ti ukrepi pravični, da ne bodo ljudje imeli občutka, da morajo nekateri bolj zatisniti pas drugim, pa tega ni treba, da lahko nekateri mirno živijo naprej, tako kot so doslej, na podlagi zadolževanja, drugi pa morajo še dodatno varčevati, čeprav pravzaprav nimajo nobenih rezerv več. Šokantni je podatek, da Slovenska Karitas danes pravzaprav skrbi že za 200.000 ljudi. To je šokanten podatek, to je 10% slovenskega prebivalstva. Jaz se spomnim 5 let nazaj, ko je realni standard rasel. V 4 letih našega mandata je zrasel za 24%. Plače so šle gor, pokojnine so se usklajevale s plačami, zdaj so realno rasle. V Sloveniji je 60.000 ljudi več delalo, poleg tega smo izdali še delovna dovoljenja 100.000 tujcem, takrat se pravi 160.000, za 160.000 več dela je bilo v Sloveniji kot danes, pa so nam v parlamentu kazali položnice in govorili o tem, kako revščina narašča. Bila je tudi takrat, vendar pa ni naraščala, se je zmanjševala, naraščala je zadnja 3 leta. In zato, da se to ne bo nadaljevalo, je pač potrebno sprejeti ukrepe za to, da vsaj zavarujemo standard v tistem sloju, ki pravzaprav nima nikakršnih rezerv več,
in zato bo treba storiti marsikaj. Ne bo pa možno samo z varčevanjem, čeprav najprej treba poceniti funkcioniranje države, preiti na nek hitrejši razvoj. Zato potrebujemo nov gospodarski zagon, kar pomeni, da gospodarstvo potrebuje normalno okolje, tako da bo lahko tudi vlagalo v nova delovna mesta, da se ne bo borilo z birokracijo, da se bo lahko dajatelj plačalo z eno položnico, ne z 40, in da predvsem mala in srednja podjetja ne bodo obremenjena z mnogimi stvarmi, ki so popolnoma brez veze, samo daje umetno delo, od katerega ni nič nekim institucijam, ki jih je treba po drugi strani dodatno plačevati. Tukaj so rezerve, vse te bomo morali izkoristiti in če iščemo besedo ali pa stavek, s katerim bi lahko odgovorili na vprašanje, kje pa je pot za izhod iz krize, potem je treba reči, to je novo delovno mesto. Vsako novo delovno mesto je korak k izhodu iz krize. Če bi danes imeli 50-60 tisoč več zaposlenih, ni bilo nobenih večjih problemov v nobeni blagajni, ne v proračunu, ne v zdravstveni, ne v pokojninski blagajni, ne v blagajnah lokalnih skupnosti oziroma občin. Pri nas se vse to napaja živega dela iz tega, kar vsak mesec pač plačamo ob teh dajatvah in prispevkih ob plačah. Zelo malo je te kapitalske osnove, recimo v pokojninskem sistemu, in tudi to bo treba v prihodnje krepiti. In če je smiselno sredstvo od prodaje državnega premoženja kam namen, potem je to. Se pravi, za krepitev kapitalskega dela pokojninskega zavarovanja, da zagotovimo stabilne pokojnine, po drugi strani pa zmanjšamo ta pritisk na pokrivanje primanjkljaja v pokojninski blagajni iz proračuna. Če ste prebrali naš program in verjamem, da ste večinoma ga, potem veste, da je tretji steber tega programa zgrajen okoli razvoja, okoli trajnostnega razvoja. Tudi tukaj je treba misliti na prihodnje generacije. Vsi razvojni koraki morajo biti naravnani tako, da ne uničujemo naše narave, da ne uničujemo našega okolja. Tudi to je potrebno zapustiti, ne samo naslednje, ampak tudi 5. generaciji naših potomcev in naprej. Slovenska demokratska stranka je odgovorna stranka do prihodnosti, zato trajnostnemu razvoju namenja pomen ne samo v nekem posebnem poglavju, ampak pravzaprav pri vseh korakih, pri vseh razvojnih korakih, ki jih načrtujemo. In dovolite mi, da čisto ob koncu spregovorim še nekaj besed o problemu, ki se neposredno nanaša na kraj, ker imamo to zborovanje, se pravi na Ljubljano, in na vprašanje, ki je tudi velikokrat omenjeno v tem predvolilnem času, ko skupina za razmislek pač dela svoje, to je na vprašanje centralizma. Slovenija je centralizirana država. O tem je včasih nehvaležno govoriti v centru, ampak mislim, da je treba o tem odkrito spregovoriti zaradi tega, ker pretiran centralizem škodi vsem, tudi centru. Če bo Slovenija nadaljevala s takšno razvojno politiko, potem se bo Ljubljana in pač ožja okolica v prihodnosti začela dušiti v prometu, v komunalnih problemih, v prenaseljenosti. Iz enega konca Ljubljane na drugega boste porabili več kot Ljubljane do Maribora po avtocesti in nikomur ni v interesu pretirana centralizacija. Tudi centru je na dolgi rok v interesu enakomeren razvoj in Slovenska demokratska stranka temu posveča pozornost od samega začetka. In zaradi tega je Slovenska demokratska stranka pravzaprav edina večja stranka v tej državi, ki ima približno enako podporo, zdaj že več mandatov, v mestih in na podeželju, ki ima približno enako podporo tam, kjer se gre za reševanje nekih pomembnih vprašanj urbanih centrov, kot tudi, ko gre za vprašanje razvoja podeželja.
Tudi tukaj v Ljubljani ste na zadnjih volitvah v 12 volilnih okrajih zbrali, mislim, da preko 35,000 glasov. Govorilo se je, kako je to slab rezultat in kako je Slovenska demokratska stranka v Ljubljani pa izgubila. To ni bil slab rezultat, to je bil zelo soliden rezultat, vendar pa ni bil zmagovit. Na teh volitvah je treba to popraviti. Imate potencial, da to naredite, in imate tudi potencial, da na naslednjih volitvah, ki bodo očitno kmalu, to so županske volitve, popravite tisto, kar se doslej ni dalo. Ne govorimo torej o tem, da zborujemo v času, ko so pred nami predčasne državnozborske volitve, očitno zaradi te politike prelivanja glasov in pretransformiranja na tranzicijski levici. Grozijo oziroma so pred državljankami in državljani, občankami in občani Ljubljane tudi lokalne volitve. In tudi na te se je potrebno pripraviti, ker so pomembni. Bil sem, še posebej v času, ko sem bil član Evropskega sveta, tudi predsednik pol leta, v vseh prestolnicah držav članic Evropske unije, v mnogih, velikokrat, saj sem se ogledal tudi iz zraka, ko smo prestajali, in dejansko malo je držav v Evropi, ki bi imele tako lepo glavno mesto, kot je Ljubljana. Ljubljana je dejansko eno najlepših evropskih mest, ena najlepših prestolnic, kamorkoli greš, tudi tuji sogovorniki to povedo. Se pa opazi tudi iz zraka še nekaj. Kamorkoli prideš, od Pariza do Talina, na najvišji simbolni točki glavnega mesta vihra državna zastava. V Ljubljani te sreče nimate. Poleg tega, da zmagate na teh volitvah v 12 okrajih za državnozborske volitve in da zmagate tudi na prihodnjih lokalnih volitvah, zamenjajte še to zastavo oziroma lepi ljubljanski zastavi dodajte še ponosno vihrajočo slovensko zastavo. Hvala lepa.